Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. V naši družbi sta Polonca Đurek, umetniški vodja Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, in Janko Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Lepo pozdravljena. Lep dan. Polonca Đurek, Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Pretekli dogodki oziroma poletni dogodki Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota so počasi minili in vstopamo v jesen, vsaj koledarsko, in to pomeni, da bo jesen tudi bogata z dogodki. Vsekakor. Res je, pretekli konec tedna smo nekako z predstavo za najmlajše zaključili festival Soboško poletje, predtem že skrito na Grajskem dvorišču, in sedaj vstopamo v jesen. Seveda skozi celotno poletje smo načrtovali novo sezono, tako gledališko kot glasbeno, v gledališču Park, in z veseljem povem, da je danes prvi dan vpisa v abonmaje sezone 2025-26. Ta vpis bo potekal v prihodnjih dneh. Najprej seveda vpisujemo naše dosedanje abonente, ti se lahko na telefonskih številkah objavljenih v tejle knjižici, ki so jo prejela vsa gospodinjstva ali pa ki jih najdejo na naši spletni strani, vpišejo vsak dan do petka med 11. in 15. uro, no potem po prihodnjem tednu sledijo vpisi za nove abonente. Naj povem samo to, da abonmaji zagotavljajo seveda cenejše vstopnice, stalni sedež, obveščanje tako po običajni kot po elektronski pošti. Seveda to so prednosti, zato res lepo vabljeni k vpisu abonmajev. Samo še to bi dodala, da hkrati z vpisovanjem v abonmaje poteka tudi vpis v abonma SNG Opera in balet Maribor. Sobota, že tretje leto zapored, bomo z abonenti enkrat mesečno sedli na avtobus in se odpeljali v SNG Maribor, ali na operno predstavo ali na baletno. No, velja pa tudi vabilo za obisk predstave In ljubezen tudi, po besedilu Draga Jančarja. Na obisk gremo 25. oktobra in tudi za ta dogodek se lahko gledalke in gledalci prijavijo pri blagajni gledališča Park ali po telefonu, ko bodo opravljali vpis. Ampak že to soboto smo pripravili oziroma ste pripravili Zavod za kulturo, turizem in šport, Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot o podpori Mestne občine Murska Sobota. Velik dogodek, že 15. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice, pri katerem, kot rečeno, prav tako sodelujete. Res, veselimo se. Ta dogodek nekako nakazuje pričetek jeseni in pričetek teh jesenskih dogodkov. Seveda pričakujemo toplo jesen in da bo takih dogodkov res čim več. Ja, 15. že festival prekmurske gibanice in prekmurske šunke, tretjič zapored v mestnem središču na Slovenski ulici med 10. in 20. uro. Seveda kot vsako leto ta tradicionalna etnološka prireditev prinaša marsikaj. Ne gre tukaj samo za prekmursko gibanico in prekmursko šunko, ki sta seveda tisti, zaradi katerih se je v bistvu vse skupaj začelo in ki si zaslužita, da festival nosi njiju v imenu. Torej, razstava prekmurske gibanice, prekmurske šunke, degustacija teh dveh jedi in pa seveda tudi številnih drugih, ne samo iz Prekmurja, pač pa tudi iz drugih koncev Slovenije. Potem pa seveda tudi dobra vina in pa seveda spremljevalni kulturni program. Nastopile bodo etnološke oziroma etno skupine, bom rekla Marko banda, folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci, potem vokalna skupina Irmice. Vmes bodo tudi združili moči. Irmice bodo nastopile v družbi Marko bande. No, potem pa tudi Katarina Šebok in pa Žiga Žekš v popoldanskem delu festivala. Še enkrat etno zasedba, tokrat Gorički Klantoš, in pa ob 18. koncert Samo Budna in band, ki bo v bistvu nekako zaključil ta 15. festival.
Z nami pa je tudi, kot že uvodoma rečeno, Janko Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Verjetno ste zelo veseli, da je letos že 15. festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Ne nazadnje oziroma je vaše ime sinonim za dobre šunke oziroma dobre prekmurske jedi. Ja. Zelo smo veseli, sigurno, da je ta tradicija se nadaljuje, ta promocija naše kulinarične identitete in seveda, da to se dogaja v centru Prekmurja, v Murski Soboti, kjer je tudi že, kot je Polonca rekla, plod dolgega sodelovanja. Festival je za tradicijo seveda vedno bolj prepoznaven in tudi izdelki, ki jih promoviramo, so zaradi tega bolj prepoznavni. Zdaj, če gremo k izdelkom, ki jih promovirate, prekmurska šunka in gibanica sta pravzaprav že v imenu. Ampak, če pogledamo na spletni strani vašega društva, potem vidimo, da je še veliko drugih tradicionalnih jedi in veliko drugih tradicionalnih dobrot, ki jih prav tako promovirate in bodo prav tako prisotne tudi na tem 15. festivalu. Tako je, nosilca sta dva naša regijska kulinarična izdelka, ki imata največji sloves in tudi v slovenski kulinariki najbolj izpostavljena, posledično tudi zaradi zaščite. Sama zaščita pomeni, da je to za našo Slovenijo in za našo regijo najbolj karakteristična oziroma najbolj prepoznavna izdelka sta. Seveda pa v Prekmurju imamo tudi kupico drugih kulinaričnih specialitet, kot skozi kuhinjo, skozi izdelke, se pa ne morejo vsi zaščititi in seveda potem je taki dogodek tudi priložnost, da pokažemo v celoten asortiman naših jedi, naših izdelkov in tudi skozi vseh 15 let to delamo, se pravi, da promoviramo proizvajalce teh izdelkov, da promoviramo njihove izdelke. In pa smo tudi skozi leto razvili blagovno znamko Diši po Prekmurju, skozi kateri se tudi ti proizvajalci lahko organizirajo in se vključijo v pomoč, njim nudimo prodajne poti, se pravi grafično in pa tudi oblikovno zadevo, kako se ta izdelek spakira in potem tudi kupoprodajni odnos preko zadruge poteka. Tako da imamo v ospredju je gibanica in šunka, potem pa so tudi ostali kulinarični izdelki. Katere kulinarične izdelke bi veljalo posebej izpostaviti? Kajti pravzaprav je Pomurje kulinarično pestro in raznoliko. In pravzaprav se mi zdi zelo v redu, da obstaja ta festival oziroma da obstaja tudi blagovna znamka Diši po Prekmurju, kajti ne želimo si, da bi nekatera stara znanja in kulinarične dobrote odšle v pozabo. Tako je, zelo pravilno ugotovljeno. Eno je, da ne grejo v pozabo, drugo pa, da se ne potvarjajo oziroma se ne spreminja bistvo teh tehnologij, receptov ali pa kulinaric. Se pravi, danes je v prodajnem smislu zelo hitro se uporabi nekaj znanega, da se da etiketa na izdelek, ki pa nima v bistvu kvalitetnih standardov, bodisi kulinarične identitete. In smo tudi pri tem, kako bi rekel, z našimi proizvajalci, naprimer, zelo aktivni, moramo ločiti dve veji. Ena je kulinarika, ki je skozi jedilnike, skozi gostinstvo, skozi gastronomijo. Drugo je pa paleta izdelkov, ki je kot izdelek, ki ga nekdo kupi na tržnici in se ga vzame domov. Če pogovorimo o restauracijskem kulinaričnem naboru, sigurno smo tukaj bograč, dodele, bujtare, pa krvavica, langaše, se pravi, tu sem pa še kakor, da ne bom komu krivice naredil, je kar ajdove zlevanke, bučno olje. Je kar lepa paleta teh izdelkov, ki dajo identiteto naši regiji in pa tudi so pomembni za turistično ponudbo oziroma za turizem, ki prihaja k nam. To moramo nadaljevati in negovati to kulturo in spodbujati ponudnike. Da ne bomo sloves imeli, mogoče včasih mislim, da so lignji že prekmurska specialiteta. Se pravi, je res, da je potrošnja velika, ampak moramo vedeti, kaj je naše in kdo smo in kaj smo in te jedi moramo negovati naprej. Tudi mlade osveščati. Tudi ta festival je ne samo za zunanje, ampak tudi za osveščanje domače, lokalne publike. Na drugi strani pa imamo zopet take, kot rekel, izdelke, se pravi, med iz naših krajev, bučna olja, na temu buč imamo paleto izdelkov, in pa tudi retaši so štrudli, ampak retaši imajo eno drugo, ali rekel, temelj kulinarične. Tako imamo kar bogato in tudi ne moremo vsega naenkrat narediti, oziroma vse izdelke enakomerno promovirati.
prav je, da poveva, da eno je pač gostinska ponudba, nekaj povsem drugega je pa potem to, kar pravzaprav je ta recept. Mi smo rekli retoši, kot so jih pekle naše stare mame, ali pa gibanice, ki so se delali malce drugače. To ni industrijsko pridelana hrana, ampak pravzaprav bi lahko rekli, da je že skoraj butično in to ne velja pozabiti. Kako so mlajše generacije na to verjetno gledajo z veseljem, da jim predajate to znanje, ki smo ga nekoč že imeli in potem je morda malce poniknilo na neki točki, ampak ponosni moramo biti na to, kar imamo in na to, kar je svoje. To dokazuje tudi uspešnost festivala, kajti ne nazadnje že 15. Ja, ta ponos oziroma ta zavedanje identitete, tako kot vsaka država ali pa vsaka regija ima jezik, ima kulturo, tako je tudi kulinarika del identitete ljudi te regije in pa Slovenije. In to je treba gojiti najprej v domačem okolju. Se pravi, mi moramo se zavedati, da je prekmurska gibanica slovenski zaščiteni izdelek z največ podeljenimi certifikati in najbolj razširjena sladica v slovenskem kulinaričnem prostoru. Največ je na koncu prodajo v Ljubljani. Pa naj si želimo priznati ali ne, je pa tudi dosti zlorab, ki se pod sloves prekmurske gibanice prodaja v celi Sloveniji. So pa tudi take zlorabe, naprimer, kaj pomeni zlorabo. Da so pač izdelki, ki so približek ali pa niso certificirani, se prodajajo kot sloves famous over Mura cake. Naprimer, dosti nekih označb na jedilniki pa tako. Turist, ne vem, ne prepozna kot dober izdelek. Bi pa rekel, da je prekmurska gibanica res ena velika kulinarična mojstrovina, za katero je potrebno dosti truda, dosti znanja, dosti sestavin in če je pravilno narejena, je najboljša sladica, kar se tiče, ni masna, ni sladka, neki sinonim v Sloveniji je, če je pravilno gibanica prekmurska narejena, je vrhunska sladita kulinarična. In to z temi festivali, sklopu katerega tudi ocenjevanje imamo, razvijamo in to se je s 15 letih naredil en velik razvojni korak v kvaliteti in prepoznavnosti. To se pravi, da če se želimo pridružiti s kakršnim koli izdelkom, blagovni znamki Diši po Prekmurju, ki pravzaprav predstavlja Prekmurje in tudi sestavni del festivala, potem moramo dokazati, da je naša jed, ki jo želimo, ne vem, dodati, res avtentična in takšna, kakršna je bila nekoč. Oziroma so merila malce drugačna, kot bi bila za eno čisto običajno gostinsko podjetje. Takole bom povedal, Diši po Prekmurju je krovna blagovna znamka, ki zajema vse. Se pravi, od izdelkov prodajanja do kulinarike. V bistvu je to ena ustanovljena blagovna znamka, je bila z namenom, ker ne moremo vsega zaščititi, kot sem že prej povedal, ampak da moramo združevati in povezovati znotraj regije. Ne? Se pravi, to je tako, kot imajo tudi vse regije, naprimer Vulkanov, naprimer, imajo pač njihovo identiteto poudarjajo, njihove proizvajalce izpostavljajo. Se pravi, da to je ena taka za osveščanje ljudi. Pol pa imamo zelo empirične zadeve, to so pa zaščitene izdelke. Prekmurska gibanica ima zelo predpisano, kaj sme biti, kaj ne sme biti, kako mora biti. Enako velja za prekmursko šunko, se pravi področje izdelave Prekmurja zaradi mikroklimatskih pogojev in Prekmurju se je prekmurska šunka dela že sama beseda, ne smo si jo mi izmislili, ne smo si izmislili prekmurska gibanica, že skozi zgodovino stoletja je v zapisih Prekmurje kot osnovna regija, kjer se ta kulinarika dela. In to je tista zadeva, ki moramo našim zanamcem pripraviti in podati naprej. Janko Kodela, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, vas je pri ustanavljanju vodila ta ljubezen do Prekmurja. Kajti ljubezen do izdelovanja šunk je pri vas iz generacije v generacijo. Ampak iz vaših besed ve ponos in trdno delo za to, da Prekmurje ne samo postavimo, ampak da ostane na tem zemljevidu kulinaričnih dobrot, prijaznosti in takšno, kot ga pravzaprav poznamo. Ja, je. Moram povedati, da ta poslanstvo, ki ga delam skozi že več kot 20 let, je namenjeno temu združevanju in povezovanju, ker dosti sem hodil že kot mladi po svetu in po tujini in vedno je bilo v ospredju tudi dandanes, če gremo v tujino,
gremo v regijo, ne gremo k enemu proizvajalcu, gremo spoznavati regijo. Se pravi, ta regija rabi identiteto, na eni strani zaščitene izdelke, ki so, bi rekel, največji postulati, potem pa grejo potem drugi nivo, ki pa je lokalnega značaja, ker bi neka, ne vem, v Italiji pašto dela ena gospa, se pa imajo Chiantija, imajo prosciutto toskanske, ampak je ena kup izdelkov, ki so še tam zelo kvalitetne. In jaz kot podjetnik v tem primeru črpam navdih iz regije in imam največjo kredibilnost, kako bi rekel, napram zunanjemu svetu, da sem avtentičen. Jaz lahko naredim, ne vem, sušeno mesnino, industrijsko ali kulinarično, ampak če je tu zraven kulinarika regije, če je tu tradicija, je ta zgodba o uspehu ali pa unikatnosti zelo močna in potem tudi z vztrajnim delom tudi se lahko ta zadeva dobro razvija, kot se, jaz mislim, pri nas v zadnjih letih razvija. Je pa podnebno tudi, ko sem jaz bil mladi, da dajemo roko tistim, ki začnejo ustvarjati. Se pravi, tudi vračamo regiji, s katere črpamo. Tudi to je pomembno. Tudi to je del mojega oziroma videnja, kako ta društvo in pa ta zgodba blagovne znamke deluje. Se pravi, moramo povezovati se, ker bi rekel, ena lastovka ne prinese pomladi, tudi en proizvajalec ni zadosti, da predstavlja regijo. Se pravi, tu je en kup nekih, od vinarjev ne smemo pozabiti, ki se tudi preboji delajo, do nekih turističnih točk kulinaričnih, kjer pač imajo tudi neko malo stvar, ampak so pomembni in tudi ti rabijo pozornost. In ta projekt promocije, ki je delamo skozi vsa leta, je namenjen temu, se pravi, da domačem okolju osveščamo in pomagamo ljudem, po drugi strani pa da regijo predstavljamo navzven. To se pravi, da tudi na tem 15. festivalu Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice ni samo festival, ni samo ocenjevanje, ampak je tudi možnost za povezovanje, za to, da prikažemo, kaj smo sami pridelali, ali pa, če želimo, dobimo informacijo, kam se lahko obrnemo oziroma kaj lahko naredimo boljše. To je, bi rekel, Prekmurje kot regija v centru Murske Sobote. Moram povedati tudi zahvalo mestni občini in Zavod za kulturo in turizem. Niso regija. Regija je tudi ostale občine so. Je pa ta Mursko-Soboška občina dosti nam podpira te zadeve. Bi želel, da bi bilo ta širši konsens, ker tu ne delamo Mursko-Soboško ali pa občinski projekt, ampak regijski, ki je Goričkega, Ravenskega, Dolenjskega in tu želimo tudi ta povezovalni del, da se nadaljuje in da se tudi osvešča, mogoče povabljamo vse, ko ste rekli, ki imajo voljo in ki vidijo. Se pravi, je lepo, da so neke lokalne prireditve, ampak za celo podobo Prekmurja je, mislim, da to zelo pomembno. Ne samo kulinarično, tudi ko smo ta program kulturni povedali, se pravi, kultura, glasba, se pravi, to mora biti z roko v roki, se pravi, imamo tudi močne glasbene, bi rekel, stebre Prekmurja, ki nam delajo promocijo. Se pravi, če se to vse poveže skupaj, potem je to verjetno največja dodana vrednost za ljudi, ki tukaj živimo, za ponos domačih ljudi in pa je, da se predstavljamo napram drugemu, tudi ne samo slovenskemu, tudi tujine, naprimer, in moramo tudi tako, mogoče pozabljamo zadevo. Eno sem za prekmursko gibanico rekel, drugo pa rekel, prekmurska šunka je prvi mestni izdelek, ki je kdajkoli bil prodan na Japonsko. Pa je mala proizvodnja. Ampak je pa pomembno za identiteto, ker na sejmu, na Foodek so Španci, Avstrijci, velike kulinarične destinacije, Italijani se seznanjajo s tem izdelkom in sprašujejo, kaj je to, odkot je to. In to so ambasadori, ni ekonomije. To je pač ponos in pa predstavitev regije. Zdaj, kolikor sem razbral iz besed obeh sogovornikov, lahko rečemo, da ta festival, ki se bo zgodil 6. septembra med 10. in 20. uro v središču Murske Sobote, pravzaprav je festival, ki pokaže prekmursko dušo kot tako, z vsemi dobrotami vred. Duša je zelo pomembna, predvsem tem. Senzorika, oči, nos, usta in pa duša. Tako, gre za neko zaokroženo celoto, se pravi predstavitev izdelkov, ki smo jih danes že večkrat omenili, degustacijo vsega tega, zraven seveda tudi kvalitetna lokalna vina in pa seveda glasba, domači glasbeniki, ki bodo poskrbeli, da bo res obisk dogodka pravo doživetje.
Polonca Đurek, umetniški vodja Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Janko Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Najlepša hvala, da ste bila naša gosta. Hvala za vabilo. Hvala. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, v naši družbi v oddaji iz našega studia sta bila Janko Kodila, predsednik Društva za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot, in Polonca Đurek, umetniški vodja Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.